Poročile na Koroškem radiju. Z vami je Jurij Berložnik. Pozdravljeni! Spor med Slovenijo in Rusijo se nadaljuje. Potem, ko je Slovenija izgnala ruskega diplomata in je Rusija za nezaželenega označila našega diplomata v Moskvi, sta se Vladimir Vladimirovič Putin in Nataša Pirc Musar sestala v občini Podvelka, ki je bila s stališča varnosti edina sprejemljiva lokacija za oba predsednika. Na lokaciji je zdaj naš novinar Bor Mašina. Bor, kaj se dogaja? Kaj? Oba voditelja sta se sešla. Pirc Musar je gospodu Putinu zabrusila, da bo vlada v Sloveniji prepovedala boršč. Boršč? Ja, to je v bistvu golaž z rdečo peso. Putin je na to odvrnil, da bodo prekinili vsakršno dobavo plina do Slovenije, ne glede na to, odkot prihaja. Ta je pa kar huda. Ja, na to je naša predsednica zagrozila, da bodo načrtno zmešali rusko in srbsko cirilico v vseh PDF priročnikih z rusko vsebino. Vladimir Putin je na to odgovoril, da bodo do Portoroža poslali mini podmornico, ki bo terorizirala slovenske ribiče. Tega bodo pa Hrvati veseli. Tudi prav. Predsednica Nataša Pirc Musar je na to dejala, da bo slovenska vojska nad Moskvo poslala 50 brezpilotnih letal. Na kar je Putin odvrnil, da njegova tajna služba dobro ve, da imamo enega samega, pa še tisti je na popravilo v modelarskem društvu Nova Gorica. Predsednica mu je na to zabrusila, da je hotela reči, da bodo letalo Cessna napolnili z molotovkami. Pilotiral pa ga bo vojak z najnižjim IQ-jem, kar ga bodo našli in ga poslali nad Moskvo. Putin je na to dejal, da bodo speči ruski agenti zavzeli jedrsko elektrarno Krško in na to elektriko dobavljali samo še hrvaški. Bor, ali je Putin morda povedal, koliko agentov se trenutno nahaja v Sloveniji? Približno pol. Vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil je na to rekla, da Slovenija ne bo priznala olimpijskih medalj, ki jih je Rusija osvojila še pod zastavo Sovjetske zveze. V tistem trenutku pa je Putinu preko lica spolzela solza. Na to pa je ves besen naši predsednici v obraz vrgel, da je Luka Dončić v resnici Srb. Bor, ni videti, da bosta voditelja držav spor uspela rešiti v kratkem. Pa še nekaj, Bor, v ozadju se slišijo nekakšni kriki. Kaj pa je to? To, da se ne bosta premaknila z mrtve točke, sta ugotovila tudi Putin in Musar. Zato sta se odločila, da to rešita po moško. Po moško? Ja, Matejo Čalošić sta poslala po burkle. Po burkle? V bistvu po lopar za kruh, ja. Aja, zakaj bodo pa zdaj pekli kruh? Ne, iz tega loparja pa ne bo kruha. Z loparjem zdaj točita drugega po goli riti. Tisti, ki bo zdržal udarec več, bo zmagovalec tega spora. Mislim pa, da bo to trajalo še kar nekaj časa, zdi se namreč, da oba kar malce uživata vsem skupaj. A si videl, kam ima Putin na riti tetovirano? Unga od naše Melanije, unga Donalda Trumpa ima na levi ritnici. Tudi prav, z vami sem bil Bor Mašina, vrtam za resnico. To so bile poročile na Koroškem radiju. Oddajo so pripravili Jurij Berložnik, Urban Klančnik in Andraž Rus.